Živijo tukaj Valentin. Na 9. maja praznujemo Dan Evrope in 9. maj je tudi dan, ko se je končala druga svetovna vojna. Leta 2015 pa praznujemo ravno okroglo 70. obletnico končanja druge svetovne vojne. V Moskvi je Rusija organizirala za ta namen veličastno parado in prikaz njihove najsodobnejše vojaške tehnologije, raznih tankov in drugih oklepnikov, raketnih sistemov in podobno. No, vprašanje je, zakaj so vojne na tem svetu. Kako to, da ljudje ne znamo živeti v harmoniji in sožitju tako kot živali? In če pogledamo razlage, ki jih dobimo v šolah, so ti podatki lahko zelo netočni. Recimo, mene so učili, da je bil povod za Prvo svetovno vojno atentat na nekega vplivnega avstrijskega predstavnika, češ da take malenkosti, uboj nekega človeka sproži potem celotno globalno vojno. Toda jaz sem šel raziskovati preko dodatnih neodvisnih virov, kaj so vzroki za vojne, in sem ugotovil, da so vojne v glavnem posledica teženj določene skupine ljudi, da bi dobila neko osebno korist, da bi se pridobilo neke naravne vire in da bi se iz vojne kovalo dobiček. Malo je recimo znano, da je motorje za nemške tovornjake proizvajala ameriška tovarna Ford. Odkrilo se je, da koncentracijska taborišča niso bila ravno namenjena temu, da bi se Žide uničilo, temveč da bi si jih zasužnjilo in uporabilo za nizkocenovno oziroma brezplačno delovno silo, zato da so proizvajali vojaško opremo. In bančniki, predvsem ameriški in angleški bančniki, so financirali obe strani vpletenih v svetovne vojne, in to se še vedno počenja, zato ker je vojna najbolj dobičkonosna industrija. Druga je pa seveda farmacevtska industrija, kjer nam tudi prodajajo neke vrste orožja za boj proti nekim navideznim zunanjim napadalcem, kot so virusi in bakterije. In tudi glede tega sem odkril, da to ne drži, da ne potrebujemo nobenih tablet ali strupov, ki jih prodajajo pod imenom zdravila, ker vse te aktivnosti medicinske farmacije so osnovane na osnovi laži in prevar, izključno z namenom ustvarjanja dobička. Zato imamo vse več zdravil, pa kljub temu vse več bolnih ljudi. Na našem svetu je torej ogromno prevar in laganja,
podajanja napačnih informacij, torej namerno dezinformiranje, da bi se čim bolj ohranjalo množico ljudi v nevednosti realnosti. Zato priporočam vsakemu, da naj neha zasledovati javne medije, ki so večinoma vsi skorumpirani in podkupljeni, in da vsak začne samostojno raziskovati, kako funkcionira ta svet in kaj lahko storimo, da bi se razmere na svetu izboljšale. Predvsem je pomembno, da vsak dela na sebi, da se čustveno stabilizira in da nas potem nihče ne more čustveno zmanipulirati z določenimi besedami, da nas potem združujejo v neke skupine, za katerimi potem lahko manipulirajo. Priporočam, da se vsak usklajuje z principom tistega, kar je najboljše za vse. Torej, da vsak druge ne obravnava ali ignorira, tako kot ne bi želel biti obravnavan ali ignoriran tudi sam, če bi bil na njihovem mestu. Da vsak od nas deluje iz točke empatije, da se zavedamo, da smo vsi med seboj povezani in soodvisni, da prenehamo bivati v ločenosti našega uma, ki je alternativna, paralelna, iluzorna realnost. Pomembno se je usklajevati z univerzalno fizično realnostjo, proučevati, kako ta realnost deluje in da potem naše aktivnosti spremenimo tako, da ustvarimo pravi raj na zemlji. Vrhunske informacije za razumevanje tega, kako ta svet deluje, in tudi brezplačni spletni tečaj za preobrazbo miselnih vzorcev je pripravila globalna skupina Destiny oziroma Eco Life Foundation. Razkrilo se je, kakšna je resnična zgodovina stvarstva našega planeta in nastanka človeka. Razkrinkala so se duhovna slepila. Točno se pojasnjuje, kako deluje človeški misli in čustva. In kaj mora vsak od nas posameznikov narediti in tudi kako moramo spremeniti zunanji sistem, da bomo lahko vsi tukaj živeli dostojno življenje. Predlagam vam, da si pogledate povezave v opisu tega videoposnetka in se opolnomočite ter izboljšate. Hvala lepa za posluh in nasvidenje.